Kot je Brežičanom znano, je stari dom nekoč zgradila občina, nato ga je država brez nadomestila lokalni skupnosti olastninila. Za ponovni prenos v občinsko lastništvo so bila potrebna dolgotrajna pogajanja. Medtem se je stanje izpraznjenega objekta poslabšalo, zato je obnova nujna. Celotna investicija znaša 712 tisoč evrov in obsega dela na in v objektu, s čimer bo omogočeno vzpostavitev stanovanjskih enot za različne ciljne skupine, torej prostorov za bivalne enote, prostorov za delo društev in drugih nevladnih organizacij. Tukaj bo Posavski muzej dobil prostor za depoje, mladi podjetniki pa pisarno za določeno obdobje. Denar, ki je na voljo za obnovo objekta, ne vključuje notranje opreme prostorov. Plan je tudi takšen, da v primeru bivalnih enot za določene ciljne skupine oziroma za bivalne enote, da se v bistvu vzpostavi tako, da se da dostojno živeti, medtem ko bodo pa za opremo in kakšne detajle pa potem poskrbeli tisti, ki bodo tam živeli. Obnova bo potekala 2 leti, tako bo tudi financirana, torej iz 2 proračunov. Gre za izključno občinski denar. Jim je pa uspelo pridobiti denar za sofinanciranje projekta Brškolo. Gre za opremljanje kolesarnic, saj so v 2017 sprejeti prometni strategiji namenili kolesarjenju pomembno vlogo, je povedala Čanžarjeva. Tudi tu je investicija 217 tisoč evrov, od tega 133 tisoč evrov evropskega denarja, ki smo ga prejeli preko Ministrstva za infrastrukturo. Sistem izposoje bo uporabnikom na voljo brezplačno. Morali bodo se v bistvu prijaviti, izpolniti eno pogodbo na občini, v mladinskem hostlu oziroma na Ticu in prejeli uporabniško kartico, s katero bo omogočena uporaba koles največ 14 ur tedensko. Kolesarnice so na avtobusni in železniški postaji, pri vseh 3 šolah, mladinskem centru in na Trnju.